spraševal, ko so do mene prišli ljudje, ki so rekli, jaz ne morem biti več z otroki doma. In sem vsakemu dal vprašanje, kaj po poleti počnete z otroci, in je bila tišina. Vi ne razumete stisk ljudi. Sprašujete se, kako lahko ljudje se pritožujejo na tem, da pač ne zdržijo več. Seveda gre vsa hvaležnost učiteljem, ravnateljem in vsem, ki so znali poskrbeti za to, da lahko se otroci učijo. Ampak marsikdo zaradi številnih obremenitev, kot sem rekel že prej, niso imeli vsi tega privilegija, da bi lahko delali od doma, da bi lahko neke delovne naloge opravili, ne vem, kasneje, ko so otroci končali s poukom in tako naprej. Vsi ti ljudje so se pritoževali zaradi pouka nadaljavo, zaradi tako dolgo trajajočega pouka nadaljavo. Še enkrat, razumem, da so ljudje lahko neke stvari peljejo nekaj časa, nimajo pa vsi enakih pogojev, da bi lahko 92 dni z vso svojo prisotnostjo poučevali svoje otroke in v bistvu posvetili toliko pozornosti, koliko je potrebno za to, da se otroci šolajo. Tudi midva z ženo sva imela svojega tretješolca doma in pač skrbela za to, da opravlja vse naloge in da lahko pač vsaj približno nadomestimo tisto, kar je izgubljeno v tem pouku nadaljavo. Ampak še enkrat, nimajo vsi in malo je takih, ki imajo tak privilegij, da se lahko to privoščijo. In tisti, ki so klicali nam pomoč in se spraševali, koliko časa bo to še trajalo, verjemite, niso bili neki nevestni starši, ki pač se nočejo ukvarjati s svojimi otroki, ampak so bili ljudje na robu izgorelosti. Ljudje, ki so pač se spraševali, kdaj bojo lahko otroci normalno začeli obiskovati pouk, ne zaradi tega, ker so leni, pa se jim ne da jih doma poučevati, ampak zaradi tega, ker ne morete pričakovati vi od staršev, ki niso pedagoški delavci, ki niso učitelji, ki niso usposobljeni niti za to, da bi ves ta proces peljali na tak način, kot se to pelje. In ob tem opravljali službo, pa še marsikaj.